raziskave in inovacije predstavljajo srce nadaljnega razvoja močne, odporne Evrope. Tukaj nas čaka veliko dela, vsi skupaj se moramo usesti. Ne samo države članice, ne samo Evropska komisija in Evropski parlament, ampak predvsem skupine, za katere iščemo rešitve za prihodnost raziskovalnega prostora. Torej govorim o raziskovalni skupnosti, govorim o podjetništvu, podjetnikih, govorim o trgu in tudi o potrebah družbe, tega tako imenovanega socialnega sektorja. Samo na ta način bomo lahko naredili raziskovanje in pa v tej povezavi tudi znanje kot tisto orodje v rokah človeka in njegovega boljšega jutrišnjega dne. To je odgovornost, to je zaveza, ki jo nosimo ne samo države, ampak tudi Evropska unija, če želi to biti močna, odporna zgodba o uspehu prihodnosti. Nadalje. V drugem delu današnjega popoldneva smo se pogovarjali tudi o vlogi Evropske unije v raziskovalnem inovacijskem sodelovanju z drugimi državami, ne članicami Evropske unije in mednarodnimi organizacijami. Enotna tudi tule je bila ocena in zaveza, da je naše medsebojno sodelovanje več kot pomembno in potrebno, da moramo skupaj poiskati načine in poti, kako, na kakšen način bomo najbolje in najbolj optimalno sodelovali kljub našim razlikam, bodisi v vrednotnem smislu ali pa v drugačnih programskih razlikah. Znanost in znanje je globalni fenomen, je eno in je tukaj za vse. To je bilo skupno stališče in pa skupni zaključek našega izjemno plodnega, zahtevnega, ampak učinkovitega delovnega dne tule na Brdu.